Živ! Danes gremo pokusiti, svindam pa s sipovim kosom, ščelno pa s bočno. Za začetek kar, kako sem zadeve pripenal, oziroma kako sem jih prištimal. Da ne boste rekli, da se sam usede gor pa gre. In že kuj za začetek bo treba dati trikotni gor, da bomo sploh v kako silenco pripel. Zdaj prvo koso je nastavljen, zdaj pa zadaj pogledati. Kršu, Rikvars, pripenat! Hvala, da je šlo malo hitri. A jo bom napregel, morbit pa bom. Zdaj pa spet bunke gor, to se pravi notranja mera je tretja, zunanja mera je tretja kategorija. To mora zmeraj vse klapati v glavnem, no. Pa iščeš kaj bak. In zakladaj tole ne gre gor. Moram izlija ponavadne šplinte. Borka duš. Zdaj razbrskamo in ne dvimo bolj šplinte. Prteno imamo zmeraj še ugotoviti sploh, kam gre kakšna lajtenga, kam bo to najbolj pasal, da je loži poj, delal s komandam not. Plus, ker dan bo treba verjetno še odžahati, ko v moje predal. Pa take fore. Pa sem je to del, kaj nič. Tile lajtenke so bile na sonce, tako da vprašanje, če ni dala pritiska not. Ja pa ga ni. Tale za pritisk štela, to pa je prklopo, to še ne da ben dala. Tile dve moram pa dati not. Plus pa minus. Strk bo tudi treba traktor. Imamo na dol spastiti. Dokaj štrk potegnem, evo. Štrk. Da se zatakne. Ne smem preveč dvigniti, če ne šajbo v buh. To bomo tole pa natakniti prav težko. Če vidu, da ne bo treba čakati, pa že prej natakniti. Koliko pa smo mi kaj visok tole. No ja. Very good, very nice. Very good, very nice. Kosilnica je itak podmazana, zato ki je nova, so jo že namazali. Fine nastavitve, se vidim pa še. A veš, recimo tistale roke je bolj dol kot tale, to zato, ki je tam vsa teža in kosilnica tudi visi. Evo jih. Tudi nože so novi. Tako da ni treba ne brucati, ne okol sukati, ne menati. V glavnem prečka je malo kratka, tako da najbolje prečko zamenjam, preden mojo iti na pol trga. Bo sam škodo naredil in sam povalo ojha, cimo koso. Sigurna bo bolj, sigurna, sigurna. Bo. Evo ga. Je že not. Še varnostno šplinto, da ne bo kaj izgubila. Kje pa jo naj not dobim? Dobro vprašanje. Imamo pa tudi dve lajtenge, je bo na sonce, to pa to drži. Drugače kar dosti približna naravnost po mojem, nekaj dosti prestavljati. Na prečk se vidi. Da jo ne bomo pomeškali, kar fan kompletek. Luči damo tudi vkaj not, da se bomo cest vozili. Zdaj ima fan luči. Tega le moramo v glavnem umakniti. Zdaj imam jaz na parking. Aha, da le pa spustil. Tole treba prestaviti mot, ja. Daj pa bo. Tele kitne moramo pripeti. Se pravi slele, pa na traktor. Tele kitne sem zrihtal, tako da je pripeti. Zdaj od tega trikotnika pa do podna mora biti 77 cm. To bomo pa dala pomerila hitro, da vidimo. Od tega le pa do dol mora biti 77. To se pravi. Prav, da ne špolnem. V glavnem takole nekak, idem pa še na ustran. Evo ga, delovni položaj.
tankati kaj treba. Tijo, treba tole malo napumpati. To je cel kap zraka not, to traja. Zdaj pa na pole. Živ! Bom ta prvo ta zadnjo dol spustil pa pritisk not na šopov, da v to dival tako, ka more. Evo, tamle imamo tale varnostni štrak, da je gre pa tole dol. Tole ga čisto prosti tek vržemo, ka ima itak tamle blokado not na ventile. Da ne prbije preveč v tva. Takole, v ta delovem položaju, da se tole omakne. Pa moramo pa tole malo našponati. V float moš dati. Float, to se pravi. Semle, da jo ima v lov držal. Evo, tlele imamo komando. Ko me vidim dokaj. Moje, da bo, veš. Ja, evo, točno. Padamo pa v lift. Zdaj imamo pa delovem položaju, vse delovno. Skipper ventilan sam še dol spustim. Kar dan bržgem pa mora itati. Še tele bom dal dol. To ima bolj zaradi varnosti. Pa za pocest imaš kola, pa je tole elastiko pripete. Da te ne plapulajo, da kakšnega ne počohaš. Agresivnost gnatilnika štelaš tlele. Jaz ga dal kar na minimalno. Evo, takole. Zato, ker ima zadnji sploh brez gnatilnika, da ne prevelike razlike. Bolj je približno isto pokušen. Evo, da je pa res prštiman. Nekako takole je pa od noter. Prav fan se vidi tamle, kje moram itati. Tale finte tudi varijo, tako da ni treba nič šaltati. To se pravi, komande imam pa tudi sam takole za gor, sam kiper ventil, daš v plavajoče. Oba dva plavajočega pa gremo, hasa. Pa sam še malo dodaš brzine. Evo, pa smo že not. Ne 12 na uro je približno likem prav, dala je kar ta prva košnja je kar hosta. Takole to zgleda. Tamle smo pa nivo 2, takrat sjaluce manarne, se vidi, da je tudi kar fajn zrasva. Evo, kva je to fletna padva, kaj nič. Tale je pokušen z gnatilnikom, ki je majhen bolj tako gor, nafarfulen. Tale, ki je pa bolj podleh, je pa brez gnatilnika. Čist taka dolga pa ravna s vama, oziroma bilka. Tlej pa vse malo zdrobljen. In potem se hitri saši, ka gre vlaga ven. To je pač razlika med gnatilnikom. Evo, takole pa zgleda po ta prva košnja. Tlej nek reže, če pogledamo, ja. Takole nek reže, tlej pa poj luft. Tale čela ima vlečen upetje. Šasija takole gor napalana, poj pa kosa upeta na tale okvir pač. V bistvu kosilnico vleče za sabo, jo ne porivaš. Tudi veliko ima tega hoda gor pa dol. Za 30 centi se dvigne, za 20 centi se dol spusti. Takole fletna to plava. Se pa reče temu upetje S-flow. In tudi zaradi tega le hoda se poj kosilnica dosti uhka omakne, kakšne ovir, kakšne moštore ali pa kaj takega. Ta zadnja ima pa tlele
takole blokado, to je kot en feder, tale trdiča zadevca. Pa se pa kosilnica, to se pravi nazaj umakne. A veš, zato je pa tale bolcem po stranu pet, če jo ti zadaneš, da gre kosilnica nazaj pa v luft. Da se umakne kakšen moštora. Pa v bistvu počakaš, pa sam kosilnica morikvar zapelješ, da se tale kavelj nazaj zatakne. Pa gremo dalje, to se pravi, ni treba nič iz traktorja dol hoditi nič. Tole se rado, kad dvignemo, da spodimo vidimo, kola so diska, se vrtejo v tole smer. Takole se vrti tola. S temule pleham pa štelaš agresivnost gnetilnika. 7 diskov na koso, po 2 noža, tudi tale nos se umakne, če kam zadaneš. Tele so pa 3 šraufa. 4 takle štifte so na disk. Tele 4 utrga, disk počaka, ostali se še kar vrtejo. Pa sam tele 3 šraufaš, zamenjaš tele strižne čepe, pa gremo dalje. To je 15 minut deva, ki je tako sestavljen. To je kar dobra pohrutavšna s telem čepem. Zato da te noč zobnikov ali pa kaj drugega ne potrga, da te sam tele čepe, ki jih najlažje zamenjaš. Je pa tole tudi vse z hardoksa. Tele plate. S temula premikaš kanta krmo meče, bolj ven, bolj not. Tele so pa prste od gnetilnika. Plastične so. In to je pa dobro zato, da kujen meša ne pršparaš. Recimo zdaj danes, ko bom boliral, pokosiš, malo počakaš, skup spravaš, pa je to. Tlele se pa tale cerada štela. Vkap čez tole obesil, zato da je večji pretok, bi rekel. Tole je ključ za nože, bom tudi pa še pokazal, kako se jih ven pa not vzame. Tele ima luknje, podaš pa tihala not. Ključ sem na vmes, pa v bistvu sam ne ureš, zato je tako bolj narejen. Evo, pa ga imamo zunaj. Pa enkrat je na stran znucana, pa kaj sam kontra obrneš, pa ga da spet not. Pa je še na rundo dober, pa se pa to še malo brus, pa v glavnem, moje da je kar dosti dolg, zdržajo tel nože. To je hitra menjava nožev, to imaš nože, tik-tak zamenjane. Na tavžen dobratov se vrti, tako kot vsaka ta prva čelna. Dajmo pa še v kaj ta zadnja pogledati. Sredinski opeta, tlele ima cilinder, zato ker ti takrat, ko dviguješ, je te prvi ta konc vlast pa un, da kam v tla ne zadaneš. Serijsko so že teli dodatni drsniki gor, teli se vidijo na 2 šraufah. To zato, da je greben malo zavarvan, da drž zdrži. Te se tudi izdobijo usmerjevalci krme, pa gnetilnik bi lahko tudi zadaj obesil. Pač jaz ima zdaj eno z gnetilnikom, eno brez. To ni najbolj za kositi, ampak dobro, da gre v bale, pa bo to malo zmešan. Ni to kvorja, ampak drugače pa bolj, a imaš obe dve z gnetilnikom ali pa obe dve brez gnetilnika. Greben je pa isto sestavljen, kakor pa ta prva. Imaš 3 lightinge, to se pravi 200 za spuščati pa za dvigati. Ena je pa za pritisk štelat. Evo, tle pa barometer, pa puščica na približno 70 barov. Da je kosilnica nima vso težo na tleh, ampak zato, da je mečkan jo lov drži. Ene 50 kg je kosilnica na tleh v bistvu sam. Zato, da je levo šplava, pa da jo nuca štok. In tale ta prva je resmo čisto. Tle je barometer, na 70 barov moraš imeti naštiman. Ti imaš hidravliko skozi tokle dvigneno na teh ketnah, pa daš pa samo plavajočga in to plava. Teža ta prve kose je 740 kg. Z gnetilnikom, tale pa to na 50 sredinskim opetjem, nima pa gnetilnika, ti si pa še dodatne kile gor. Tele prije tudi še dodatna roža not, da vka pa zamenjaš. Ključ je tamla pripet, se vidi. Kosilnica je gnana direkt prek kardanov, pa prek reduktorjev. Kardan, reduktor, kardan, pa dalje v zubnike not. Tele, če potem v drsnike pogledamo, samo jaz kosa mora biti malo preveč naprej. Gorenca pač, da se to v nulo pobrije. No, ta prva je pa malo bolj. Ta prva samo pa čez celo dolžino podrajsano, evo. Dobiš pa prsipa tudi tak lakovček fleten. Že kuj za nam dodatnem nožem, zelo setam. Tele noč so pa tiste medeninasti čepi. Rezervne tele dobiš, navodila, rukavice, pa en kovček, pa kaj enega na drugega skladaš. Če imaš precej sipovih strojev. Takole kaj kosa. Po konc postavljena, tudi majhno čez traktor pade, da ni čist takole po konca, ampak mislim, da je 120 stopinj. Pa tudi direkt v takmole položaju se kosilnico da odpet. Mislim, da tam zadaj še ena taca pride, zato da te ne zavzame tok placa. Evo, nekako takole izgledajo tele kose, malo sem jih predstavil. Malo na pol, malo na suh, po moje, da se je nekaj dal videti. To je pa to. Živ!